Tradicionalno neugodni Celjani so tokrat v Ljudskem vrtu iztržili točko. Maribor Celje v 8. rundi prvenstva 0:0. Darko Milanič je tudi tokrat po dobri igri v Sežani priložnost od prve minute ponudil Sandiju Ogrincu. Medtem ko sta v napadu tokrat začela ponovno Marcos Tavares in Jasmin Mešanović. In prav Mešanović je bil prvi v akciji, da pride do vodstva. Idealno ga je zaposlil Jasmin Handanović, sjajno podajo čez celo igrišče, Mešanović pa ob zaključku premalo natančen. Preveč po sredini gola. V 20. minuti je sledila lepa kombinacija po levi strani. Mitja Viler je s povratno podajo po tleh našel Bajdeta, toda njegov strel je končal v bloku. V naslednji akciji v 29. minuti je bil Bajde v vlogi asistenta, poskusil pa je Mešanović nenatančno. Na drugi strani v 30. minuti je edini poizkus gostov, v prvem polčasu poizkus Križana direktno v Handanovića. Ob koncu polčasa znova v glavni vlogi Grega Bajde, tokrat njegova podaja na drugo vratnico, kjer pa Mitja Viler ni bil natančen. Na začetku drugega polčasa brez menjav in podobna situacija kot v prvem polčasu. Ponovno dominacija domače ekipe in poudarjena obrambna taktika gostov. V 58. minuti je dvakrat poizkusil Marcos Tavares. Po prihodu v igro v 68. minuti do zaključka Marwan Kapha previsoko. Po lepi kombinaciji po desni strani pa je v 72. minuti Damjan Bohar naciljal samo zunanji del mreže. Sledila je še ena super situacija za Jasmina Mešanovića v 76. minuti, toda ponovno je Celjane rešil blok pred golovo črto. Neugoden trenutek v 81. minuti, le nekaj minut po vstopu v igro, se je poškodoval Dare Vršič, kar je pomenilo, da je ob že 3 opravljenih menjavah mariborska zasedba končala z igralcem manj v zadnjih 10 minutah. To so izkoristili gostje, ki so bili nekajkrat nevarni, najprej poizkus Dangubića, potem pa v zadnji minuti še z leve strani Gatarić mimo gola. No, v sodniškem podaljšku pa nova drama. Najprej sjajna asistenca Tavaresa Mešanoviću, ki se je lepo otresel branilca, toda njegov strel je Jurhar ubranil. V naslednji akciji pa Tavares po protinapadu, toda ponovno blok Celjanov. V zadnjih trenutkih tekme potem še prosti strel, Mitja Viler je našel Šulerja, ki pa je meril previsoko in končalo se je 0:0. Žilav trd blok Celjanov je vzdržal do konca. Kljub temu je ena točka pomenila začasno vodstvo na lestvici in nadaljevanje serije neporaženosti v domači konkurenci. Tekma s Celjem takoj v arhiv, na vrsti je nov vrhunec v sredo 20:45, prva tekma Lige prvakov, Maribor Spartak Moskva. V drugem polčasu potem bistveno bolj odprta igra, ko je prostora bilo več, tudi za protinapade z naše strani. In do samega konca je bilo polno situacij, katere bi tako rekoč morali izkoristiti z malo boljšim dnevom, tako bom rekel, no, ker je še v zadnjih sekundah bilo vse skupaj zelo blizu tega, da bi tekmo zmagali. Škoda, 0:0 na koncu, smo imeli priložnost, ampak mislim, da smo dali vse od sebe, smo se borili do zadnje sekunde in potem na koncu z igralcem manj, malo teže, ampak še vedno smo bili tam gor. In mislim, da smo delali dobro in samo gole zmanjkalo. Upam, da se redu vse žoge, ki je šel mimo, bomo dali. Najboljši na planetu.